Lepo pozdravljeni. Danes se potapljamo v avgust 1941. Na prvi pogled, mesec bleščečih zmag sil osi. Res je, tako je izgledalo. Ampak če pogledamo malo globje, recimo v vojaška poročila, pa časopisne izrezke, zgodovinske analize, ki jih imamo tu pred sabo, slika postane drugačna. In naša misija danes je ravno to. Razkriti ta protislovja avgusta 41, kako so te navidežne zmage v bistvu skrivale strateške pasti. In kako so se po drugi strani že krepile sile, ki so napovedale dolgo vojno, globalno in seveda tudi pri nas. Avgust 41 je res deloval kot nek vrhunec nemške moči, posebej na vzhodu. Ampak dokumenti kažejo visoko ceno teh uspehov. In pa usodne premike zaveznikov, pa tudi odpor se je krepil, ne? Tako je. Vse to je kazalo v čisto drugo smer, kot je morda kazala takratna propaganda. Pa začnimo kar na vzhodni fronti. Smolensk, ogromna nemška zmaga, vsaj na papirju. Obkolili so skoraj 350.000 sovjetskih vojakov. Zgledalo je, da je pot do Moskve odprta. Ampak, ali je bila ta zmaga res vredna svoje cene? No, prav tu je bil problem. Zapisi iz tistega časa potrjujejo, da je bila zmaga dosežena z res brutalnimi izgubami na nemški strani. Ljudje, material. Logistika verjetno tudi. Logistika je bila čisto na robu kolapsa. In sovjetski odpor bil je presenetljivo trdovraten. Bitka je armadno skupino Center tako izčrpala, da je bil napad na Moskvo usodno odložen. To ni bila samo zamuda, ampak prva resna razpaka v tistem mitu o neustavljivem blitzkriegu. Sovjeti so dobili čas. In potem Hitlerjeva odločitev, formalizirana v direktivi števila 43, preusmeritev glavnega udarca z Moskve na jug proti Kijevu. Zakaj, če je bila Moskva tako pomemben simbolni in strateški cilj? To je bila velika dilema. Generali, recimo Guderian, so hoteli naravnost na Moskvo. Ampak Hitler je, vse tako kažejo dokumenti, dal prednost gospodarskim ciljem. Ukrajina, Žitnica, industrija, pa tudi iskal je operativno lažjo zmago. Konec avgusta so se klešče okoli Kijeva že zapirale, kar je septembra res pripeljalo do ogromne sovjetske katastrofe. Ampak strateško. Strateško je bil to odmik od glavnega cilja. Že avgusta so Nemci očitno razmišljali o daljši vojni, kjer bodo viri ključni. Medtem na severu pa začetek obleganja Leningrada. Konec avgusta so prekinili kopenske povezave. Kakšna je bila tu logika? Niso mogli zavzeti mesta z napadom. Točno to. Načrt ni bil naskok, ampak nekaj dosti bolj brutalnega. Uničenje mesta z izstradanjem. Grozljivo. Nemški zapisi hladnokrvno govorijo o lakoti kot orožju, ampak hkrati ta odločitev razkriva nemške omejitve. Armadna skupina Sever enostavno ni imela več moči za drag napad. Obleganje je bila cenejša, a srhljiva alternativa. Te bitke na vzhodu pa niso bile edina fronta, kjer so se dogajali ključni premiki avgusta 41. Strateška igra je potekala tudi drugje. Recimo invazija na Iran. Operacija Countenance. Britansko-sovjetska zasedba nevtralnega Irana. Klasična realpolitik torej. Strateški interesi pred nevtralnostjo. Seveda. Uradni izgovor je bila kao nemška prisotnost, ampak pravi razlogi, to potrjujejo dokumenti, sta bila dva. Zavarovanje ključne oskrbovalne poti za Sovjetsko zvezo, tisti Perzijski koridor. In nafta, seveda. In pa zaščita vitalnih iranskih naftnih polj, Severni Afriki pa Tobruk še vedno kljubuje Romlu, znamenite podgane iz Tobruka. Koliko je to res pomenilo? Ogromno. Avstralska garnizija je zdržala v nemogočih pogojih, avgusta pa se je začela njihova menjava. Tobruk ni bil samo simbol, bil je vojna izčrpavanja v malem. Držal je ključno pristanišče. Tako. Romlu je povzročal logistične nočne more, vezal dragocene sile osi. Praktično mu je onemogočal učinkovito oskrbo za napad na Egipt. Majhna utrdba, ampak z ogromnim vplivom. Poglejva zdaj še k nam, v Slovenijo. Italijanska ljubljanska pokrajina. Tukaj vidimo zanimivo dvojnost. Po eni strani poskus mile okupacije, grazioli, javna dela, slovenščina. Videz normalnosti. Po drugi pa naraščajoča brutalnost, represija pod generalom Robotjem. Kako je ta dvojnost delovala? V bistvu je bila kontraproduktivna za Italijane. Vsaka aretacija, vsako jemanje talcev, vsaka internacija je spodkopala tiste poskuse normalizacije.
Analize kažejo, da je italijansko nasilje, ki naj bi zatrlo odpor, tega pravzaprav samo še bolj spodbujalo. In odpor se je očitno krepil. Zapisi omenjajo sabotaže na železnicah, iztirjanja vlakov, rezanje komunikacij. Drži, partizanske akcije so postajale drznejše. Morda vojaško majhnega obsega, ampak psihološki pomen je bil ogromen. Dokazovale so, da ozemlje ni pod nadzorom, krepile moralo. In potem ključni korak v organizacijo, ustanovitev varnostno-obveščevalne službe, VOS, 15. avgusta. Kaj nam viri povedo o njenem namenu? Bil je dvojen, ne? Ja, dokumenti to jasno kažejo. To je bila načrtovana poteza komunistične partije kot vodilne sile OF. Namen VOS je bil nedvomno dvojen. Boj proti okupatorju, zbiranje podatkov, likvidacije. Ampak hkrati tudi zaščita lastnega gibanja. In eliminacija nasprotnikov. In eliminacija resničnih ali pa domnevnih sodelavcev okupatorja ter političnih nasprotnikov, seveda. To je bila profesionalizacija tajne vojne, a hkrati tudi orodje za utrjevanje politične prevlade KPS. Torej smo imeli avgusta 1941 tudi pravo vojno pripovedi. Okupatorski tisk slavi nemške zmage, širi antisemitizem, v Ljubljani poskušajo ustvariti vtis normalnosti, celo kolesarsko dirko so organizirali. Medtem pa iz tujine prihajajo druga sporočila. Zelo pomembna je bila Atlantska listina, 14. avgusta. Roosevelt in Churchill? Načelo samoodločbe narodov. Točno. To je odmevalo po okupirani Evropi. Širil ga je tudi izseljenski tisk, kot recimo American Home, in pa seveda ilegalni tisk doma, kot slovenski poročevalec, ki je pisal o odporu in represiji. Časopisni izrezki res kažejo ta kontrast. Poročila o smrtnih obsodbah v Krškem, na Gorenjskem, prevzem planinskih koč, po drugi strani pa obvestila o mesu na karte ali športnih dogodkih. Preplet propagande in surove realnosti. Natančno. Vsakdanje življenje, ki se je nekako skušalo nadaljevati pod senco okupacije. Torej, če streneva. Avgust 1941 ni bil nek vrhunec moči osi. Bolj mesec iluzornih zmag, ki so skrivale strateško izčrpanost, napačne odločitve. Res je. In hkrati mesec ključnih, čeprav morda manj vidnih, zavezniških potez in pa krepitve odpora. Vse to je tlakovalo pot v dolgo, globalno vojno izčrpavanja. Iluzija o kratki vojni je bila avgusta 1941 dokončno pokopana. Konec te iluzije, ja? In morda za konec še ena misel za premislek. Kako pogosto se zgodi, da nas bleščeče zmage ali trenutni uspehi, bodisi v zgodovini ali pa morda v naših življenjih, zaslepijo pred globlinskimi težavami ali nepričakovanimi dolgoročnimi posledicami? Kdaj lahko taktični uspeh postane strateška past?